Dober dan, lepo vas pozdravljam v imenu Slovenske matice. Veseli me, da ste se nam danes pridružili na tem dogodku, v katerem bomo predstavili naš nov zbornik, ki je z naslovom Gozdar pred svojim časom, študije Boštjana Anka z odmevi, ki je izšel v naši zbirki Razprave in eseji. To je že 83. zvezek oziroma 83. knjiga v tej zbirki, ki izhaja nepretrgoma že od leta 1962. Najprej bi samo v imenu Matice se zahvalila vsem urednikom, ki so sodelovali pri nastajanju tega zbornika, seveda najprej glavnemu uredniku dr. Petru Skoberletu, ki je prevzel urejanje celotnega zbornika, obenem pa je podrobneje prevzel tudi vsebinska sklopa Življenjska pot in podiplomski študij varstva naravne dediščine. Potem bi se seveda zahvalila profesorju dr. Edvardu Kovaču, uredniku sklopa Osebnostna podoba Boštjana Anka, ki bo danes tudi v vlogi moderatorja tega pogovora. Nadaljujem z zahvalo dr. Katarini Groznik-Cajler, urednici najobsežnejšega vsebinskega sklopa v zborniku, ki ima naslov Gozd in gozdarstvo. Potem magistrici Tini Mikuš, ki je uredila sklop Varstvo narave, dr. Nevenki Bogataj in izrednemu profesorju dr. Gregorju Torkarju, ki sta uredniško prevzela sklopa Trajnost ter vzgoje in izobraževanje za prihodnost. Nadaljujem zahvalo zaslužnemu profesorju dr. Andreju Šaleharju in doktorici Maji Peter, ki sta skrbno pripravila poglavje o bibliografiji in ki smo ga naslovili Ustvarjalni opus, in ostalim članom uredniškega odbora, izrednemu profesorju dr. Marku Koščaku, Avgustu Lenarju, Antonu Lesniku, magistrici Mateji Poljanšek, Janku Rožiču in pa Marku Slapniku. S to kratko predstavitvijo vseh sodelujočih bi pa kar za vsebinsko podrobnejšo predstavitev predala besedo sogovornikoma. Prosim. Gospa Zarika, lepa hvala za to prijazno predstavitev. Lahko se v imenu vseh sodelujočih pri tej lepem zborniku zahvalim Slovenski matici, da je bila tako pogumna. Veste, navadno se 2 leti pogajamo, s kakšno založbo pa 2 leti čakamo, da izide, pa ne. Rekel ti, da, če smem reči, ne pogajanja, pa predlogi, vse delo, tisk je pa v enem letu v rekordnem času. Se pravi, da tukaj gospa Zarika predstavlja tisti del Slovenske matice, ker ste idealisti, ker delate srcem, tudi kakšno uro več in tako lahko izhajajo tudi te knjige. Zdaj se pravi, da je bil ta naš profesor Boštjan Anko. Vemo, da je bil zraščen z naravo in kot sem rekel že na biotehnični fakulteti, je resnično živel v svojem času. Gospa Katarina Groznik in še kdo drug boste povedali, v čem je naznano nov čas. Jaz lahko rečem, da tudi v etiki varstva narave, in tukaj lahko posebej pozdravljam profesorja Osterca, ki je bil naš dekan, ki nas je podprl, da v reformi šolstva smo obdržali na biotehnični fakulteti varstvo naravne dediščine, to se mi zdi pomembno. In lahko rečemo, da je profesor Boštjan Anko pred časom, tudi pred časom filozofov etike, zaznal, da v to osebnosti vidik osebnostno pokončnost je potrebno graditi tudi etični odnos do narave. Se pravi, da narava tudi znotraj filozofije ali pa etike ni nekaj, kar je zgolj aplikativno, kaj se dodaja, ampak je nekaj, kar je sestavni del, kar konstituira človekovo osebnost. In če kdo je potem bil profesor Anko, ki je vedel, da ko gre skozi gozd, da ga gozd formira, osvobaja in nekako ga tudi rešuje. V tem duhu, če dovolite, bi
da se sliši najprej njegova beseda, bi prebral, kaj je on napisal v gozdu in gozdarstvu, in sicer v svojem v tem smislu, da gozdarstvo sooblikuje prihodnost naše krajine, in sicer samo nekaj vrstic iz strani 95 našega zbornika, tradicija, gozdarstvo, delno usposablja za prihodnost. In takole pravi, pri iskanju poti v prihodnost je tradicija lahko navdih in opora, lahko pa tudi branje in ovira. Zlasti v prelomnih obdobjih, kot je naše, je treba pretehtati, kaj je od starega sodi prihodnost in kaj ne. Danes namreč tudi prihodnost stroke ne more biti zgolj ekstrapolacija preteklosti. Ob tej priliki je morda prav, da ocenimo zdajšnjo in včerajšnjo stroko za nekoliko nekonvencionalnih zornih kotov. Mi smo rudarji, ki le črpajo bogatstvo, odložena zdavnaj, preden se je človek pojavil. Mi smo vodarji, ki se obavljajo enkrat sušo in drugi s poplavo. Mi smo samo poljedelci, ki imajo vsako leto priložnost za popravne izpite. Letos sekamo drevesa, ki so vzklila v času Pariške komune, in drevesa, ki so vzklila letos, bodo sekali v 22. stoletju, če bodo preživela. No, to je profesor Boštjan Anko kot vizionar. Tukaj pa imam najpomembnejši privilegij, tukaj ste njegovi študentje, njegovi sodelavci in moram reči tudi njegovi sopotniki. In eden izmed teh je tudi naš urednik Peter Skoberne, ki je bil tudi njegov študent in potem njegov naslednik v programu varstva naravne dediščine. In če lahko prvo vprašanje nekoliko osebno, predno se bomo lotili samega zbornika in predno bomo vas, sodelujoče, povabili k besedi, če nam naš urednik Peter Skoberne pove, kaj je tisto, kar ga je pri profesor Boštjan Anko najbolj prevzelo. Ja, hvala za besedo, lep pozdrav tudi vsem vam in pa zelo prijetno pogledati, ker v dvorani vse pozna. Kar pomeni tudi, da je na nek način nas tudi profesor Anko zbral, ker je ta zbornik je v idejah nastajal 10 let in zdaj v 10-letnici njegove smrti se je splet okoliščin sestavil tako, da je prišla ta ponudba matice, da lahko knjigo popravimo. Dr. Edi Kovač je zelo smelo in z neomajnim upanjem, zaupanjem to tudi sprejel in pol smo bili pahnjeni v to vodo, ne bo treba plavati, in smo splavali. Tako da toliko o samem zborniku. Je pa seveda to tista gonilna sila za vsem tem, je pa ravno ta nekako osebnost Boštjana Anka. Zato, ker z njim smo, on je bil naš nekako z očetovsko skrbnostjo, nas je usmeril. In to se ne šele zdaj pri nastajanju zbornika in s pogovori med nami. To moram reči, da mi je zelo veliko, sem v tem letu ravno s tem, kar smo se pogovarjali med sabo, pripravljavci te knjige, so se utrnile določene misli, določeni spomini, ki so potem tudi odkrivali te poteze Boštjana Anka, mislim mene. Meni so postale kristalno jasne. Ena taka je, da je vse, njegov način življenja je bil kot urejanje gozda. To se pravi usmerjen v naslednjo generacijo in pa pri tem ni spregledal posameznih dreves. Vsako drevo je videl, je predvidel, kako bo čez toliko in toliko let
in kaj potrebuje, kakšno nego. Malo je obrezati, malo mogoče razrečiti in tako. In tako je vsakega tudi od nas oblikoval. In to se mi zdi ena taka reč bila, ki sem jo seveda šele v letošnjem letu dojel, da je za vsakega od nas imel že zamišljeno vlogo. Da bom jih rekel, da je imel zamišljen za mene, da bom uredil ta zbornik, ampak samo mene to in nas je potem tudi v to smer nekako spodbujal. In tisto, kar je pa bilo možno, je bila pa ta njegova neskončna odprtost in poližnost, kar je odpiralo po komunikacijo in pa vztrajnost. Se pravi, vemo, da je imel tih glas, je tiho govoril, zaradi tega je bilo tudi na predavanjih tišina, da se ga sploh lahko slišal. Ampak seveda tudi je bilo to vedno zanimivo in je s to tišino, ampak stalno prisotnostjo je potem pričeval. In to je bilo tisto, kar je potem tudi bilo tako, kar je prepričano. Zato, ker ni bilo to samo teorija, ampak je bil način življenja. In ta njegova dolgoročna usmerjenost je bila čisto organsko povezana potem tudi s trajnostjo. On je začel o tem zato pisati, ker leta 1992 se je to odprlo od konference v Riju, drugače pa, tudi če ne bi nič boja, on se trajnostno delal. Sam ta izraz je začel pa seveda pol ga je izkoristil, ker je postal tudi v političnem jeziku se je pojavil in seveda zelo hitro zlorabil tudi. On mu je pa dejal to vsebino in pa pomen. To se pravi, tudi če ne bi bilo konference v Riju, bi on isto tako naprej trajnostno vse delal, zato ker je bil usmerjen za vsaj generacijo naprej. In zato se mi zdi, ta knjiga je tudi danes zelo, zelo aktualna, ker je, recimo, on je takrat v času svojega delovanja je močno ozelenil slovensko gospodarjenje z gozdovi. Na Slovenskem je bilo gospodarjenje z gozdovi že tradicionalno usmerjeno v prebiranju gospodarjenja z gozdom tam od druge polovice 19. stoletja naprej in že potem je slovenski prostor bil drugačen recimo od drugih držav, recimo od Avstrije. Ampak s Mlinškom in pa Ankom je ta zeleni ton gospodarjenja z gozdovi bil še bolj intenziven. Mnogo namenskost gozda, trajnostni pristop, funkcije in tako naprej. No in s tem je pa zdaj pa ta in seveda dolgoročnost. Zdaj imamo pa zaradi kratkoročnejših ekonomskih pritiskov na gozdarstvo pa ta zelenilo nekoliko bledi in zaradi tega se mi zdi, je ta sporočilo tudi tega zbornika zdaj tudi v današnjem času aktualno, da se pripravljajo recimo ti dokumenti, strategije, načrti za gospodarjenje z gozdom v prihodnosti. Tako da vedno je ta časovna komponenta ključna. Če gledamo 10 let naprej, so te zadeve čisto drugačne, kot če gledamo recimo za 80, 100, 150 let. Hvala lepa. Imamo občutek ne samo v vprašanju etike, osebnostnih odnosov, ki jih je profesor Anko širil, tudi na gozd ali v odnosu do narave. Vidimo tukaj, da je predhodnik tudi v sami znanosti, ne samo v svoji veliki strokovnosti, biologije in še česa, o tem bomo sedaj še govorili, ampak da je čutil, da se morata srečevati na eni strani znanost, na drugi strani umetnost, se pravi leposlovje. In k temu mu je pomagala tudi njegova slovenska zavest, ko je
študiral v Kanadi, zelo zanimivo, je tudi tam rojene Slovence, poučeval slovenščino in vodil pevski zbor. Se pravi, to mu je bilo več kakor, bom rekel, hobi ali konjiček ali sprostite, poslanstvo in vidimo, da ravno v svoji znanosti, pa tudi v svojih leposlovnih izrazih je združeval na eni strani veliko domoljubje, slovenstvo, odnos do gozda in na drugi strani svetovljanstvo, se pravi, da je bil tudi kozmopolit. No in v tem ustvarjanju prihodnosti je bil vsekakor tudi velik strokovnjak v pojmovanju gozda, gozdarstva, upravljanja, gospodarjenja, tudi ohranjevanja. In se mi zdi, da bo najlepše ta njegov strokovni odnos do gozda in gozdarstva lahko opisala njegova študentka, potem pa tudi sodelavka, gospa Katarina Groznik. Oprostite, jaz se poznam še kot mlado pokubno študentko, to je vsekakor ostala, če bom ne več študentka, ampak moram pa vedno pogledati, da se piše Zajler. Ja, izvolite, prosim. Hvala za povabilo, tako za sodelovanje pri pripravi tega zbornika, kot tudi za sodelovanje na današnjem večeru. Imela sem privilegij in srečo, da sem profesor Boštjana Anka spoznala že kot študentka gozdarstva. Bil je eden od tistih profesorjev, vemo, da žal niso vsi taki, ki ti nekako napol je bilo tako, da smo ga poslušali odprtih oči, ust, ušes. Skratka, zelo velik vtis je naredil takoj na začetku. Dejansko je, tako kot je Peter prej lepo rekel, je znal zelo spodbujati vsakega izmed nas, da nekako razvija svoje zanimanje na različnih področjih gozdarstva. Gozdarstvo je namreč zelo široko področje. Tako da nas je na en tak lep način usmerjal in tudi vedno je imel čas, če si imel kakšne dileme, če te je kaj težilo, si je vzel čas in si se lahko z njim pogovarjal. Name je imel velik vpliv tudi zato, ker je potem poleg gozdarstva postavil na noge tudi ta podiplomski študij varstva naravne dediščine. Z veseljem sem se vpisala na ta študij in nekako tudi potem sva bila celo sodelavca, sem bila mlada raziskovalka, ampak da ne bom predolga. Tudi potem, ko so se najine poti razšle, je vedno znova, ko smo se srečevali, je našel nekako ene spodbudne besede, ker mislim, da je bil učinek profesor Boštjana Anka, poleg njegovega znanstvenega, strokovnega, profesorskega dela, je bil tudi v tem, da je nekako videl v ljudeh veliko potenciala, spodbujal razvijanje teh potencialov in nekako te pozitivno usmerjal, da deluješ čim bolj v taki smeri, kot se je njemu zdelo prav. In njemu se je zdelo prav, ker je bil zelo širok človek, da na vse stvari, karkoli že delaš, karkoli študiraš, pripravljaš, da se lotevaš zadeve s širino, z radovednostjo, tudi s kritičnostjo. Tudi pri tem je bil zelo dober zgled. In ko sem prevzela to, moram reči, zame skoraj prezahtevno nalogo, da naredim izbor njegovih člankov za ta zbornik. Namreč seznam njegovih del je tako obsežen, da je
dejansko bilo treba pač se odločati med dobrimi prispevki in izbrati samo nekatere. Moram reči, da me res veseli, da je ta zbornik tukaj materializiran. Namreč prav vse članke, ki sem jih preberala, ki sem jih izbirala, se mi zdijo, da so še vedno izjemno dragoceni in tudi še vedno izjemno aktualni. Zdaj delam na področju ohranjanja narave in moram reči, prej je Peter tudi lepo rekel, da zelenilo včasih lahko tudi zbledi. Po drugi strani se včasih zeleno uporablja tudi samo za lepo fasado. V bistvu imamo en izraz slovenski zeleno sprenevedanje. Tako da jaz bi rekla, kar se tiče vpliva profesor Boštjana Anka na gozdarstvo, da je bil izjemen. Tako preko vpliva na študente, kot preko vpliva na svoje sodelavce na fakulteti, preko vpliva na gozdarsko stroko, ki je bil ves čas aktiven, organiziral različne posvete na temo splošno koristnih gozdnih funkcij. Skratka, menim, da je bil njegov vpliv izjemen in da tudi še vedno velik del gozdarske stroke, jaz moram reči, v primerjavi z gozdarstvom v kakšnih drugih državah, je gozdarstvo Slovenije po moji oceni, čeprav sem tudi jaz kritična, je izjemno napredno. So pa seveda nihanja in so različni pogledi, to je pa pač kulturna pestrost, ki vpliva tudi, upamo, čim v večji meri tudi na kulturno pestrost. Tako da jaz se s hvaležnostjo oziram na profesora Anka nazaj. Se mi zdi, da ta knjiga je izredno dragocena. Ne samo za nas, ki smo ga poznali, mislim tudi širše in si želim, da bo marsikomu, ko bo v kakšni dilemi ali pa ko se bo moral umiriti od stresa, ki nekako prevladuje, da ga bodo misli profesor Boštjana Anka umirile in mu dale tudi neko spodbudo za dobro delo naprej. Hvala lepa, gospa Katarina Groznik. Sicer pa, ker imam tukaj kar nekaj obrazov, ki jih poznam imena, za prihodnost lepo vabim, da pride sedaj k mikrofonu gospod Marko Slapnik, namreč, da bi nam predstavil, v čem je profesor Anko začutil, zakaj moramo varovati gozdove, kaj je ta naša dediščina, kaj je ta oblika alternativnega življenja, ki se nam javlja in v čem je on bil tukaj, bomo rekli, naredil preobrat v varstvo narave, v našem pojmovanju. Še enkrat lepa hvala gospe Katarini, da mi je tudi ona predstavila ta njegov osebnostni lik in lahko bi rekli, če lahko povzamem tisto misel, ki smo jo izluščili z njenega lepega ekspozeja, je ta, da ta njegova znanost, njegovo vedenje, njegovo pojmovanje o gozdu in na drugi strani njegovo življenje niso glede stvari, to je bilo eno in to enovitost, živeti znanost, to je nekaj izjemnega, da nas je on učil, da je gozdarstvo privilegirana znanost, ne samo, da človek pozna in izkorišča, ekonomsko bogati, ampak da je lahko živi. To je nekaj, kar nam je on podal. Hvala lepa, da se ta vaš strokovni prikaz predelil v pričevanju. No, zdaj pa, če lahko prosimo gospoda Marka Slapnika, da bi nam povedal, kako se ta njegov odnos do Obkrenskih parkov kazal na Solčavskem, Kamniški Kali. Najlepša hvala
povabilo pri nastajanju tega zbornika, pa tudi zdaj za besedo. Zelo z veseljem sem sodeloval pri tem, predvsem zaradi tega, ker sem, jaz bom rekel, kar Boštjana, ker je rekel, da se moramo tikati potem, ko smo sodelovali po fakulteti naprej, da sem Boštjana zelo cenil. Pa ne, mogoče nisem toliko razmišljal o tem, kakšen velik strokovnjak je bil, to se mi še zdaj razkriva, tudi ta njegova širina. Predvsem sem ga cenil kot človeka, ker je tako, kot je že Katarina rekla, si znal vzeti čas, znal prisluhniti in znal usmeriti mladega človeka, ki ni vedel točno, kaj bi počel, kaj naj bi počel takrat. No in vesel sem, da sem imel to priložnost sodelovati z njim tudi kasneje, ko smo v Logarski dolini razmišljali o razvoju krajinskega parka, ko smo razmišljali o razvoju občine Solčava, nastajanju regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe. Tudi takrat nas je usmerjal. Že samo svojo prisotnostjo, svojo mirno, tiho prisotnostjo. In ko je znal poslušati in potem z malo, pa zelo zbranimi besedami je znal povzeti in usmeriti naše misli. In še danes, ko prebiram to njegovo korespondenco, ko je včasih kar tako poslal kakšno misel, šele zdaj pravzaprav zaznavam, kakšno širino je odseval, kakšno širino nam je pravzaprav nekako mirno podajal s temi svojimi besedami, pa svojimi maili, mislimi, telefonskimi pogovori. No in ko smo, zelo vesel sem bil pa tega, ko smo na eni delavnici z domačini se pogovarjali o interpretaciji Kamniško-Savinjskih Alp, je tako mirno znal uvesti, znal razvedriti ljudi, ki so bili v začetku malo zadržani, povedal je eno zgodbo, povedal je kakšen vic vmes, potem je znal poslušati. In so ga domačini na Solčavskem, res smo ga sprejeli za svojega. Lepo je bilo tudi, ko smo bili na terenu, ampak tudi, ko smo v pisarni razmišljali o razvoju, kako se lotiti stvari. Vedno nas je nekako usmerjal na to, kaj pa domačini pravijo. Domačini imajo drugačno navezanost na to območje, kot pa tisti prišleki, gostje, obiskovalci, ko prihajajo sem za kratek čas. Z njimi morate sooblikovati ta razvoj, ki ga boste peljali v Logarski dolini, na Solčavskem in pa tudi širše, če bo uspelo. Hvaležen sem Boštjanu za to usmeritev in zaključujem pravzaprav z mislijo, ki jo je izrekel še na predavanjih na Gozdarski fakulteti. Rekel, gozdarji se morate razširiti tudi na druga področja, ne ostati samo v gozdarstvu. Jaz sem na drugih področjih zdaj aktiven, ampak te njegove misli pa to doto, ki sem jih dobil, tudi od njega nosim naprej, tudi tam, kjer sem. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Marko Slapnik, tudi to za vaše pričevanje in nekako ste nam povedal, kako je profesor Anko znal tudi zelo strokovne stvari poljubno prikazati, ampak s tem jih ni poplitvo, nikoli ni poenostavilo. In tisti, ki smo ga poslušali, tudi ko nismo bili od stroke, kar večina od vas je, smo bili ponosni, da ga razumemo. V tem smislu. No, ampak moram to reči, ko ste povedali v kakšnem smislu, je on znal ozavestiti ljudi, najbolj ponosni na tisto, kar imamo. In bomo najprej govorili o sami dolinki, nam je tudi tam peljal in jaz sem naredil en članek, seveda, veste, filozofi imamo izvirni greh, da se spuščamo v vsako stvar, tako da v samo biologijo in delne rastline, no in sem jaz prenesel svoj članek,
In zelo, pa sem ga prosil, naj mi pomaga, jaz bi rad napisal, zakaj sem proti tisti elektrani tam, kaj se ljudem rastline, živali. Je rekel, zelo dobro, potem se pa namuznil, tako kot on sam reče, ker škoda pa, da nisi umenil, da je to pa to rastlino, pa to in to žival, no in tako da bilo po podatkov njegovih, no, ampak potem je bil pa celo tako skromen, da če ravno je bil soavtor tega članka, ne samo da je pustil, da sem ga objavil, ampak da je rekel, ali bomo imeli neko srečanje, nek protest, a lahko ta tvoj članek dajemo? Jaz si rekel, vse to tvoj hkrati članek. Ne, bodi kar ti podpisal, veš? Takole, se mi zdelo čudovito, da mlajše kolege, glede, vi ste študente, vi njegovi, da vam je dal svoje mesto. No in v tem duhu lepo prosim gospoda inženirja Toneta Lesnika, če pride bliže, da moram povedati, da je imel čudovit govor že na biotehnični fakulteti, ker je povedal, v čem je profesor Anko poleg drugih bil prelomnica v slovenskem gospodarstvu, gozdarjenju. Je prav, da si to pokličemo spomin, no potem, ko bomo pa še prosili, navadno mlajši zastopajo starejše, tokrat bo pa on zastopal svojega sina, ki je naredil transkripcijo njegovega pogovora. Bile so tehnične zadeve, tako da je polovico govora izpadlo, ampak k sreči imamo tudi Slovenska matica, ima tudi vsako leto zbornik in takrat upamo, da bomo s celotno transkripcijo obogatili prihodnji zbornik Slovenske matice, ampak sedaj gospod Lesnik, v čem je on prelomnica za slovensko gozdarstvo? Predvsem je bila prelomnica za mene, ko sem ga prvič srečal. To je bilo leta 1975, ko je bil on še asistent na gozdarskem oddelku. Jaz sem pa opravljal terenske meritve za diplomsko nalogo v Prekmurju. On je bil takrat asistent pri profesorju Mlinšku. Profesor Mlinšek je pa bil moj mentor pri diplomski nalogi. In potem, po diplomi, je nastopil čas, ko sem bil v službi najprej na inštitutu, gozdarskem inštitutu, takrat sem imenoval Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, in sva sodelovala pri pisanju vodnika po evropskih pešpoteh. Pozneje je prišel čas, ko je profesor Anko, ni bil več asistent, je takrat že docent, organiziral vrsto seminarjev za okoljske in socialne in tudi proizvodne funkcije. V tem je, bom pozneje omenil, tudi prelomnica oziroma nekaj tako dragocenega za slovensko gozdarstvo, da ne sme ostati pozabljeno. Ne sme ostati brez uresničitev. Pri teh seminarjih sem zmeraj sodeloval, moje referati so tudi v več teh zbornikih njegovih seminarjev. Prvi tak je bil Gozdne učne poti v Sloveniji, kjer sem tudi na njegovo spodbudo, pa z nekaj prejšnje prakse že, razpravljal o gozdnih učnih poteh za slepe in slabovidne. To je bilo takrat nekaj, pravzaprav nekaj novega in za ta članek, za ta referat sem se kar dolgo pripravljal in bil tudi gost v Zavodu za slepo in slabovidno mladino. Potem so prišli drugi seminarji, rekreacijska funkcija, hidrološka funkcija in še drugi, pri katerih sem z njim sodeloval. No, potem pa so prišla zgodna 90-ta leta, ko je profesor Anko na oddelku za gozdarstvo organiziral specialistični študij na katedri za krajinsko ekologijo in cel specialistični študij nega krajine in okolja.
In me je povabil, naj se vpišem. Jaz se vpisal na ta študij, ga potem kar nekaj časa vlekel in me je on pri tem zelo spodbujal, naj vendar ne odneham. Prišle so namreč naloge v zvezi z organizacijo gozdarstva, ki so tudi mene precej potegnile v te opravke, ki so bili marsikdaj tudi težki in neprijetni. Takrat sva bila kar pogosto v stiku, dobivala sva se tudi premier na domu, me je povabil in ko se na to spomnim, res v meni zavlada čustvo, kako ga pravzaprav pogrešam. Že velikokrat me je to čustvo navdalo v zadnjem času še posebno, ko predstavljamo njegov zbornik. Na misel mi prihaja tudi trenutek, ko se nisva ravno strinjala, ko je šlo za neke medijske zadeve. Jaz sem bil takrat že na Zavodu za gozdove Slovenije zadolžen za medije, za odnose z javnostmi, za stiki gozdov. In mediji so bili tako občutljiva stvar v naši organizaciji, tako smo bili občutljivi, tako smo se dobesedno bali, da bi kaj negativnega kdo v nas napisal. On pa je bil kot profesor bolj svoboden in je znal tudi kaj kritičnega povedati. No, potem pa je prišel čas, ko je na predstavitvi knjige Naš gozd, to je bila obnovitev vsega gradiva, ki je bilo zbrano o slovenskem gozdarstvu v pripravi na veliko srečanje tik pred drugo svetovno vojno, do katerega ni prišlo, gradivo pa je bilo zbrano. In profesor Anko in magister Perko sta se lotila tega, obiskala sta tudi profesorja Čokla, ki je bil takrat star že 106 let. Ta profesor je bil pa pred vojno zadolžen za organizacijo tega posveta velikega in je imel še zelo dober spomin in je marsikaj vedel in je tudi marsikaj gradiva še imel. Takrat mislim, da je bil ravno Boštjan in je pravil, kako jih je sprejel profesor Čokl pri 106 letih in jim je rekel, vesta, Anko in Perkotu, kadar na mojem bloku visi črna zastava, grem jaz hitro ven, da pokažem, da to nisem jaz. Profesorja Čokla sem srečeval, tam smo blizu stanovala in smo večkrat pokravnala, da je počasi prišel iz bloka s palcami. No, in na predstavitvi tega zbornika sva se z Ankom srečala in je rekel, pa se spet malo dobiti. Žal se nismo več. Predtem pa sem imel še priložnost, da sva skupaj z enim kolegom iz Legraca obiskala Pohorske planje. To je bil tak lep dan, lep spomin, tudi nekaj fotografij sem ohranil z tistega časa, da mi tešijo spomin. Ko gre pa za vprašanje o tej prelomnici, jaz jo vidim ravno v tem. Mene je zmeraj vznemirjalo vprašanje, problem gospodarjenja z gozdovi. Zakaj se to veže zmeraj na proizvodno funkcijo? Zakaj vendar ne preidemo ta uveljavljen krog, da vežemo pojem in prakso gospodarjenja z gozdovi samo na proizvodne funkcije? Zakaj ne tudi na vse druge funkcije, na socialne, na ekološke? In tu je za moje pojme, za moj pogled, profesor Anko naredil velik korak naprej, ker se je z njimi ukvarjal, ker je tudi uvedel pojem, ki je danes že čisto pozabljen, vsaj v praksi ga ni čutiti, ne v dokumentih, ne v zakonu o gozdovih, namreč uvedel je dva pojma, funkcije gozda in vloge gozda. Funkcije gozda, tiste, ki jih gozdni ekosistem po svoji naravi opravlja, in vloge gozda, tiste, ki jih gozdu damo mi, kot uporabniki. Čeprav se je pozneje pojavil pojem ekosistemske storitve, ki dejansko odgovarja pojmu vloge gozda, se v praksi danes to ne uveljavlja. Tudi v zakonu o gozdovih se govori samo o funkcijah gozda.
profesor Anko se je poglobljeno ukvarjal s tem in to je za moje pojme tisti velik korak, poleg vseh drugih seveda tudi. In upam in sam po svoje si bom prizadeval, da bi to vendarle ne ostalo čisto pozabljeno. Moje moči so seveda majhne, vendar tu in tam pa še lahko kaj povem ali morda celo zapišem. Pogrešam ga tudi zato, odkar je izšla okrožnica papeža Frančiška Laudato Si, kako rad bi se z njim o njej pogovarjal, kako prav bi nam majhni skupini, v kateri se pogovarjamo o njej, pa tudi kaj napišemo, kako prav nam bi došlo njegova beseda, njegovo mnenje, njegova spodbuda. Leta 2006 smo v eni majhni skupini, tudi Katarina si bila v njej, pa Marjeta Cevčeva, smo organizirali tak majhen posvetek, kako bi temu rekel, kjer je tudi prispeval in smo eno majhno knjižico izdali, in sicer krščanski pogled na naravo, na ohranjanje narave, tudi Peter je prispeval takrat. In to so tisti koraki. V govoru v četrtek sem omenil, da je bil on še z drugimi tudi človek, so bili ljudje, ki so imeli eno skupno lastnost, da so znali stopiti iz uveljavljenega kroga, da so znali ohraniti vrednote v tem uveljavljenem krogu, vendar pogledati tudi ven, izven, skozi veliko oken, ne samo skozi eno okno. In to je tisto, kar mi najbolj ostaja v spominu in kot odgovor na vprašanje, v čem je bila prelomnica. Prav lepa hvala, nekako pa bom obljubil, a ne, če ne boste zapisal, bomo poskrbeli, da vas bodo kakšni radijski, eni ali druga oddaja posneli in naš sinko bo to transkribiral. Hvala lepa. Gremo naprej, vidite, zelo zanimivo je, da sploh v javnem prostoru, v našem šolskem sistemu, se je umetno ustvarila razlika ali pa celo nasprotovanje med izobraževanjem in med vzgojo. Profesor Anko ni pristal na to dvojnost, na to ločenost, ampak je insistiral pri tem, da že od nekdaj vzgajamo tako, da izobražujemo. In da tudi izobrazba sama v sebi je že vzgoja in da se to prepleta. No in tukaj imamo dr. Gregorja Torkarja, pa prosim, če je tako prijazen, pa pride in pove, kakšne so njegove pedagoške izkušnje in v čem je tukaj profesor Anko bil pionir glede vsebine izobraževanja, pa tudi glede metode, ki je bila hkrati vzgoja. Ja, pozdravljeni. Hvala za besedo, pa tudi za povabilo pri nastajanju tega zbornika. Morda bi najprej rad povedal, da ta naslov morda še premalo pove o razsežnostih Boštjanovega dela, ki sega tudi seveda zelo močno na področje vzgoje in izobraževanja, ki je bolj moje področje. To se pravi, tudi ko sem se vpisal na študijski program varstva naravne dediščine, prihajam kot pedagog, biolog, se pravi, malo drugih vod, ampak to za njega ni bil noben problem. On je pravzaprav vsakemu izmed nas, kot je bilo že večkrat povedano, imel začrtano pot, pa tudi želel si je tako interdisciplinarno skupino, ki bi mu omogočala, da bi se ne učili samo od profesorjev, ampak tudi med seboj. Z Boštjanom sva se velikokrat srečevala, tudi zato, ker sem bil predsednik v tem obdobju po končanju študiju društva Dondes, o katerem je tudi nekaj besed zapisano v tem
zborniku, hkrati pa tudi zato, ker je pravzaprav to rabil, pa tudi skupaj sva urejala knjigo, tako da velikokrat se nama prekrižale poti, pravzaprav do konca, 14 dni preden je odšel v bolnico, sem bil nazadnje pri njemu in lahko tudi povem, da za poglavje, ki sem ga uredil, ki govori o vzgoji in izobraževanju za prihodnost, kar mislim, da je kar pomemben del, čeprav majčken del v tej knjigi njegovega dela, lahko povem, da ta zgodba ni zaključena, da je imel pred izdajo nadaljevanje svojega članka, ki pa nikoli ni ugledal luč. O njem sva se pogovarjala, bil pred tem, da mi ga bo poslal, ampak tako pač je. Naša naloga je, da to nadaljujemo. V zvezi s tem bi rad povedal, da Boštjan je bil po mojem mnenju, mojem videnju, predvsem prvo velik učitelj, profesor. In da je to pravzaprav sam je na enem dogodku v mojem doktoratu javno povedal, da učitelj ni služba, ampak učitelj je poklic. Jaz mislim, da je on to svojim delom, delovanjem, izgledom pravzaprav izražal, kazal. Kaj pa zadeva to poglavje, ki sem ga urejal, ki bi ga lahko imenoval tudi vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj, kot se temu danes moderno reče. Boštjan je na tem področju pustil velik pečat, ne samo kot pisec strokovnih, predvsem člankov za slovenske izobraževalne revije, pa tudi za Varstvo narave revijo, ampak tudi kot prevajalec. Nekatere pomembne dokumente oziroma knjige je tudi prevedel. Bi pa iz tega njegovega dela izpostavil, da je bil pravzaprav velikokrat sva se pogovarjala o teh njegovih pogledih, velikokrat je sredi stavka utihnil, pa me je pogledal, pa čakal, pa vprašal, a to ste prebral, ali to si prebral, a ne? Pa v bistvu si imel kar težavo s tem, ker je bil tako močno, pač tako razgledan, tako daleč, toliko ljudi je poznala se mu je ta izkušnja čez lužo, zelo močno. Tudi ljudi, ki jih je spoznal, jaz se zdaj profesionalno ukvarjam z vzgojo in izobraževanjem za trajnostni razvoj, delam za UNESCO. In ljudje, ki zdaj prihajajo v ospredje, v dokumentih UNESCO, so ljudje, s katerimi je on se srečeval, recimo Ivan Ilić, je tak zelo pomembna osebnost v današnjem času, ponovno odkrivamo njegova dela, on je bil na njegovih poletnih taborih. Veliko anekdot mi je povedal o Ivanu Iliću, kako sta z ženo bila na teh srečanjih v Mehiki in si znate predstavljati, kako je to izgledalo na njegovem obrazu, kako to pove. Predvsem si bom pa zapomnil ga in velikokrat se spomnim na njega, predvsem zaradi njegovega načina pedagoškega delovanja, ki bi ga jaz poimenoval sokratovski pristop. Ko je pravzaprav želel z vprašanji spodbuditi k premisleku, premišljevanju, ni pa želel, tako kot je bilo že danes omeniti, vsiljevati svojega mnenja, svojih pogledov, ampak poskušal razvijati misel. In te pripeljati tja, ker si on že veliko prej, kot sem se jaz zavedal, želel te pripeljati na nek cilj, ki ga še sam pravzaprav nisem se zavedal in se včasih. Potem tudi že po njegovi smrti sva se z Nevenko pogovarjala, ko sem dobil knjigo Znamenja trajnosti v roke in sem odprl poglavje o šavrinkah, mi je bilo jasno, zakaj sem mogel tisto knjigo dvakrat prebrati, ker je imela zelo pomembno sporočilo za trajnost. Tako da zdi se mi, da je Boštjan bi lahko bil podpisan pod marsikatero delo, pod katero ni bil podpisan, je pa v duhu ali kako drugače
pravzaprav soavtor marsičesa, kar zdaj počnem, pa tudi, ko prebiram besedila marsikoga, vem, da je v ozadju vsega tistega pravzaprav precejšen premislek, ki ga je opravil pravzaprav Boštjan. Hvala lepa, gospod Gregor Torkar. Če smem biti nekoliko duhovit, na Štajerskem dekletu, ki postane gospa in ki se ne stara, ji rečemo, gospa, vi ste pa kakor trajnica. No in zdaj našo trajnico, to ne vem, kako kaj, prosim, mikrofon. No, je pa to tudi neka pomenskost, ne? Trajnica gotovo cvetlica, ne? Ki traja, ki cvete in to je pravzaprav gost, vedno je svež, vedno je cvetoča, ne? Zato se mi zdi ta trajnostni razvoj lahko tudi botaniki lepo opiše. Hvala lepa in en lep dober večer vsem. Tudi hvala za iztočnice, ki ste jih dali v dosedanjih predstavitvah. V resnici o Boštjanu nekako ne čutim o njem govoriti, zato ker ga čutim, da je tukaj med nami in da nas zelo natanko posluša. To je bilo danski gledano, da je bil odličen poslušalec. In da si je svoje učiteljevanje profesoro predstavljal bolj kot poslušanje, kot govorjenje. Zato je bilo izbran besede gozdarja pred časom za tole knjigo, za poglavje o trajnosti, sladko, pa tudi zelo težko. In hvala za to zaupanje, da sem to smela. Vprašal ste, zakaj je ta naslov, v čem je bil gozdar pred časom? In na to bi odgovorila s tem, da smo se gozdarji ravno ukvarjali s drevesi in s gozdom, tekali z raznimi metri, širino, debelino, hektare, preračunavali po tablicah. On pa se ukvarjal s tem drugim, s časom. In trajnost, že kot taka, vsebuje besed čas. On se je tudi ukvarjal z zgodovino, iskal je vire daleč v zgodovini, recimo Flameka kot prvega načrtovalca, Resla kot pogozdovalca Krasa. To je vse zgodba o času, ki govori gozd, seveda tudi prihodnjim generacijam, s tem, da se je z nami ukvarjal. In v tem smislu mislim, da mu bilo težko. On sam tega nikoli ne bi rekel, bil na nek način upijoč v puščavi. Ali pa ta Munkov krik mi pride na misel, da vendar hoče sporočiti, da je trajnostna misel v bistvu gozdarstva, ne kubiki in hektari in les in tako, da je tudi naslov njegovega dela, recimo enega odjevrov, da je les je lep, ampak gozd je lepši. Zdaj do trajnosti pa ni prišel kar naenkrat, ampak za enim izjemno pretanjenim opazovanjem, poslušanjem, skozi dialoge, kot je bilo že rečeno, po nekih stopnih kamnih. In če lahko to primerjam morda, ne vem, z glasbo, iz ene sonatine o lesu, v zahtevnejše skladbe o gozdu, o vlogah gozda je bilo že povedano in potem o varstvu narave, ne samo gozda. In on je preimenoval oddelek za gozdarstvo v oddelek za gozdarstvo in naravne vire v času, ko je bil za to pristojen. Ampak on je tudi preko nekega stopnega kamna dreves gozda stopil bliže ljudem. In to ne samo posameznikom, Flameku, Reslu in drugim pomembnim gozdarjem, ampak v skupnosti, kot bi Marko povedal, ljudem, ki z gozdom živijo, ki ga čutijo, da imajo, tudi če ga ne obesedijo, veliko vedo o njem, neko modrost. In v tem smislu je naslavljal skupnost, tudi strokovno skupnost, s
z razmisleki o trajnosti. Z razmislekom, da gozdarstvo ni samo danes tukaj, ampak prihaja od nekod in nekam gre. Ne? Se pravi, iz tiste sonatine ali pa sonate že prihajajo v fuge, da rečemo, ali pa v eno polifono harmonijo. Ne? In zaradi tega smo ga resnično občudovali in mu sledili, hodili k njemu na pogovore in skozi dialog zreli tudi sami. V trenutku, ko pa je v gozdarstvo pripeljal človeka, skupnost, ljudi, je pa nujno trčil in o tem pišejo ti odlomki o trajnosti tudi na pojme, ki so povezani z ljudmi in skupnosti. Recimo na moč, kaj je vloga oblasti. In jo je razložil kot odgovornost skrbništvo. Skratka, pripeljal je moralo in etiko v naša vsakdanja življenja, v našo strokovno delo in pa seveda k definiciji trajnosti. In štirje viri, ki jih je on napisal, so v knjigi zbrani, tudi oni pravzaprav kažejo na nek razvoj te misli o trajnosti. In v skrbi za zemljo, ki smo jo kot študenti, diplomati dobili za darilo ob prejemu diplome, so nanizana načela trajnosti. 93. leta je bilo to, ampak 2 leti kasneje je že pisal to, kar je Marko predstavljal. Naslov je bil Nekaj misli o trajnosti Solčavskega. In takoj v začetku zapisal, to ni načrt. To je samo te misli, ki vam jih ponujam v to smer. 2007 pa je že za Prirodoslovno društvo v svojem nagovoru iskal trajnost. Bližal se je definiciji te trajnosti, ki jo je pa 2013 res v znamenjih trajnosti, ki so bili danes že omenjena, pa tudi opisal ob več primerih, na več načinov in seveda tudi kot učitelj, ki je bolj vesel iskanja svojih študentov, kot pa vseh tistih formalnih potem dosežkov. In to je bilo tisto, kar je mene kot učiteljskega otroka daleč najbolj pretreslo, da je vesel našega iskanja. In zato smo hodili k njemu pravzaprav iskati to spoštljivost, kjer je pravzaprav živel to etiko, za katero je želel, da se tudi v gozdarstvo bolj razširi. No in da zaključim, zanimalo ga je tudi, kaj je motiv gospodarjenja z gozdom, kaj je gonilo. In zapiše v svojih besedilih, da seveda primarno nekoč, daleč nazaj, je seveda človek iskal, kaj je užitno, kaj ni užitno, kaj je koristno, kaj ne važno. In bližje temu človeškosti, samo uporabi to besedo, je radovednost. Tista pristna radovednost, ki je kot učitelj zbujal v nas. Na vse zadnje pa pravzaprav ena želja po varnosti tudi v prihodnosti, torej obvladovanje narave. In zaključiti, ne za zgodovino, ampak zopet z mislijo na čas, da ob pametnem gospodarjenju je gozd večen. Se pravi, spet en izraz za čas. Da je večen, če pametno gospodariš. In tudi, da je gozd večen, drevesa odmrejo, gozd pa ne. Podobno tudi skupnost, kjer smo minljivi kot posamezniki, skupnost pa ni minljiva, je večna, je trajna. Kljub temu pa pravi, trajnost se zgodi v človeku. Se pravi, gozd in skupnost kot trajna, ta premislek, ta odločitev, ravnanje, pa je vendarle intimno človeško. Toliko morda o tem poglavju. Prav lepa hvala, gospa Milenka. Občutek imam, da ste nam lepo pokazali, da gre za novo pojmovanje časa, pa ne gre samo za tisto kronologijo, ko merimo, kako bo neko drevo zraslo, kako bo funkcionalno, ampak mu damo še drugo vlogo, kakšno celostno vlogo in filozofi bi rekli, da nas je on iz kronosa
da nas gost iz Kronosa popelje v Kairos, se pravi v milostni čas. Hvala lepa. Zdaj še dvoje imen imam tukaj. Lepo prosim, če je tako prijazna, gospa magistra Tina Mikuš, če pride k mikrofonu. Imate, samo če mi to poveste, kako se naj bojujemo za to varovanje, za varovana območja. Oziroma, samo to, če nam poveste, ali imamo mi ključne preko rastline, živali, tudi pokrajino, ali imamo zavarovano ali ne. Se pravi, ali nas pa pri tem še veliko čaka. Mimo glede naj povem, da mi je profesor Anko odkril, da imamo mi pragost. Mi je tudi peljal tja. Moram odkrito povedati, imel sem dobre gimnazijske profesorje, ampak mi niso povedali, da ima Slovenija pragost. In ko sem Francozom rekel, da imamo mi la forêt vierge, so rekli, to pa ne mogoče. Se pravi, da to ni Afrika, da to ni Sibira, ampak da to v srču Slovenije, la forêt vierge, dobesedno deviški gost, se pravi, pragost. No in samo če naša draga gospa Tina poveste tole, zakaj se moramo še bojevati, vsi smo po srcu mladi in smo še sposobni se bojevati tudi od gosta. Hvala lepa tudi in lepo zdravljen z moje strani. Jaz bi mu predno odgovorim na to vprašanje, pravzaprav, ker sem poslušala moje predhodnike, sem ves čas razmišljala. Tlele je bil Boštjan v vlogi delovnega kolega, tlele je bil Boštjan v vlogi sodelavca prijatelja, tlele je bil Boštjan v vlogi profesorja. Jaz sem se pa z Boštjanom spoznala in tudi smo pravi Boštjan, zato ker vsakič, ko sem ga želela in zelo težko sem se v bistvu prilagala, da ga nisem vikala, ko sem ga želela, mi je rekel, no, še en deci bova skupaj spila. Z Boštjanom sem se spoznala leta 2003, ko sem vpisala študij varstva naravne dediščine, oziroma ko sem bila ena izmed kandidatk za vpis, ker mi je bilo vedno preveč, na 2 leti je bil vpis. In tisto leto je po hudem boju sem dobila očeta in pravzaprav njegova srečanje z njim in njegovi prvi pogovori so se mi zdeli, da se mi je na nek način vrnil oče nazaj v tisti najbolj idealni obliki, ki si ga pravzaprav lahko sam zamišljamo, da obstaja. Ponavadi s tistimi pravimi starši imamo kakšna nesoglasja ves čas. Njemu pa pravzaprav na nek način tako, kar je bil tudi opisan, niti nisi imel kaj oporekati, ker karkoli je povedal, si se z njim lahko sam strinjal. Tako, kar je Gregor tudi povedal, večkrat si gledal ob tla, pa si sam čudil, kako je, kje pa tega spet najdu avtorja, kje pa tudi nisi si mogel več zapisovati vseh tistih imen do konca življenja, ne bom mogla vseh knjig prebrati, ker jih imam takrat med tistimi pogovori. Kar hočem reči je, različni vidiki Boštjana so bili mogoče danes že tukaj predstavljeni, jaz sem ga pa začutila kot dejansko kot enega očeta, ki sem ga sprejela in ki je tudi pač on mene sprejel takšno, kot sem. Mogoče sem si vedno želela, da bi moj prav oče
s takimi očmi gledal, kot me je on. In na nek način ves čas se še zdaj trudim in se bom verjetno do konca življenja trudila, da bom upravičila njegovo zaupanje in tisto, kar je on verjel v vsakega izmed nas, ki ga je sprejel v svoj krog. Tako da na nek način, to jaz vem, da večkrat povem, ampak jaz sem tudi vedno znova na nek način vesela, da sem tudi jaz del tega kroga bila, zato ker vsi vi, ki ste tukaj bili njegovi in del njega ste bili in ste seveda izbrani bili s posebnim namenom. Tako da jaz se pravzaprav cel življenje trudim, zdaj pa odgovor na, ali pa zdaj že 20 let, odkar sem začela profesionalno se ukvarjati z varstvom narave. In verjetno do zadnjega me bo Boštjan spremljal in ko si najbolj v dilemi, kaj narediti, se spomniš, se probati spomniti njegovih misli, njegovega modrega, tistega tihega čakanja, da pravzaprav poveš tisto, kar on želi in ti je verjetno že med vrsticami kdaj prej drugič povedal, pa ga nisi mogoče dobro razumel ali pa slišal. On je z vsemi generacijami študentov, ki nas je imel, ki nas je pravzaprav izbral, imel za vsakega verjetno nek res načrt. In na nek način, ko se tudi z ostalimi kolegi pogovarjam, se mi zdi, da vsi ves čas želimo še delati in biti tako naravnani, da bi bil Boštjan ponosen na nas in upravičiti pač naše, oziroma njegovo zaupanje v nas. Tako da je pa pač zbral nas tako pestro skupino, je pa verjetno tudi vedel, ker na področju ohranjanja narave bomo imeli še zelo dolgo časa veliko dela. Mislim, da poleg strokovnosti in vsega, kar je bilo danes povedanega, bomo rabili tudi veliko energije in srčnosti, pa pravzaprav tudi nekega spoštovanja do tistih ljudi, ki so na nasprotni strani oziroma nasprotno misleči, ker tako, ker je Boštjan večkrat povedal in s to mislijo bom tudi jaz zaključila, varstvo narave je pravzaprav delo z ljudmi. Hvala lepa. Čudovito je slišati več kot študentko, njegovo učenko, ker je varstvo narave delo z ljudmi, kar pomeni, da narava so sestavni del človeških dimenzij, tisto, kar smo rekli na začetku. No, ampak kako se je treba bojevati za to krajino, za naše bisere, ki so tukaj, bomo pa prosili gospoda Janka Rožica, da pove čisto konkretno, kako se je odvijal boj za Savo Dolinko. Hvala za povabilo, hvala za besedo. Ja, jaz sem Boštjana spoznal v enem najbolj viharnih obdobij svojega življenja, lahko rečem turbulentnim, kajti borili smo se, da se ne bi ena izjemno lepa zavarovana dolina med Vrbo in Bredom, kot smo takrat to imenovali, v bistvu barje ali pa sklop barij, dejansko turbulentno pretočila skozi turbine enega res čudnega, preforsiranega projekta sanacije hidroelektrarne Moste. Moram reči, da še zdaj ne vem, kdo me je povabil na sestanek v gostilno Majer v Kranju, kamor je zahajal tudi Prešeren. In tam v bistvu so mi prvič mladi
biologi, Martina Kačičnik, Metod Rogal, zraven je bil tudi profesor Tone Vraber, eden naših najboljših botanikov, predstavili pravzaprav, kako bi lahko uničili tako rekoč eno dolino na pragu mojega doma. In potem, ko sem s tem seznanil, ker sem bil že kar precej v šoku, sem me vprašali, če bi vodil odbor za rešitev same dolinke, ki smo ga pravkar ustanovili. Seveda sem bil zelo šokiran. Dejansko sem rekel, da ker že dolg časa nisem politično deloval, tudi kot aktivist in tako naprej, si moram vzeti en čas za premislek, in to je bilo 14 dni. In potem seveda sem videl, da ne bi mogel nadaljevati svojega življenja, če bi prišel do take potopitve, jaz pa ne bi več naredil. Sem seveda privolil in potem se pa dejansko začela težka bitka, ki pa smo jo predvsem tudi za to izjemno Boštjanovo umirjenostjo vodili pravzaprav za eno zelo, ko bi temu rekel, poglobljeno, človeško, na nek način občutljivo, tankočutno umirjenostjo. Tudi nasprotnika smo spoštovali kot človeka, nikoli nismo rekli, da so problematični, kupljeni profesionalci, ki bodo pač uničili to, kar nameravajo, ampak da jim manjka pravih podatkov in da njihov projekt bi bil lahko neprimerno boljši, če bi pač vstopne podatke še enkrat osvežili. No in tukaj moram reči, da sem šele skozi nekaj mesecev v bistvu opazil, kako ta tiha prisotnost, ki je bila danes že večkrat omenjena, Ankova, na nek način pomirjujoče deluje na vse in kako on nikoli praktično ne vsiljuje svojega mnenja, ampak nekako poskrbi, danes bi temu rekli, preko framinga, ne preko targetinga recimo, ne, da se stvar odvija v pravi smeri. In res moram reči, da to je v bistvu res, mislim, težka bitka, mogočni megavati proti drobni orhideji. To je eno od naslovov v bistvu za začetku. In dejansko za projektom je bilo 70 milijonov evrov, ne. Marsikdo reče, da smo bili srečo, da smo ostali živi v bistvu, ne. Ampak dejstvo je eno, da je bilo to ena prvih takih bitk, kjer smo pa zelo zgodaj razširili pravzaprav ta naš odbor, tudi na strokovnjake iz nasprotnega brega, ko smo imeli bivšega direktorja elektrarn, ker smo se zavedali, da moramo projekt praktično napast, tako rekoč, res v temelju in tam, kjer je na nek način problematično. In skozi dolgotrajen proces smo pač prvič leta 1999 dosegli, da je mestni svet, občinski svet Bleda sprejel, da tak industrijski bazen ali pa bazen odplak z industrijskega jeseniškega območja v bistvu res ne more biti na blejskem koncu. Potem se je seveda zmenjavo oblasti še enkrat igra ponovila in spet stari odbor je na pol razpadel, Ankova mirnost, prisotnost, v bistvu tudi podpora je pomagala, da smo tudi drugič na nek način z referendumom dejansko dosegli pravzaprav, da ta projekt ni šel naprej. No in tukaj moram reči res, da kaj je v tej tihi prisotnosti Ankovi tisto, kar je res na nek način ne vzbujalo pozornost, ker on je resnično vedno pravzaprav prepuščal na nek način te aktivne poteze drugim. Ampak dejansko je poskrbel, da se je neka notranja možnost in zmožnost začela uresničevati v tisti smeri, ki je bila najbolj prava. In tukaj mislim, da je bil dejansko zelo globoko v tem svojem človeškem trajanju, da je zaradi tega tako globoko razumel tudi trajnost, seveda poklicno kot gozdar, seveda bil izjemno široko izobražen, kar je bilo danes že večkrat rečeno, recimo, jaz sem mislil, da sem slovensko literaturo že dokaj dobro in natančno prečesal, pa on z avtorji, kot so Ludvik Mrzel in tako naprej, vedno znova presenečal. Hkrati bil tudi zelo kritičen do nekaterih avtorjev, recimo.
Skratka, videlo se je, da zelo tenkočutno v bistvu razbila tako rekoč celotno paleto izkušenj, v bistvu, da resnično povezuje naturo s kulturo, zelo še uporabil ta sinonimen ali pa na nek način skoraj da, mislim, pokaže se pravzaprav, da je to na nek način nerazdvojljivo. In da, tako kot je rekla Tina, v bistvu naravo resnično lahko rešujemo v bistvu samo, če ljudi pravzaprav dejansko odpremo, da se zavedajo na nek način tega svojega elementarnega odnosa, v bistvu, ki je nujen za preživetje ne samo posameznika, ampak človeštva na zemlji. Hvala lepa, gospod Jan Karožič, za to predstavljanje, izredno analizo. Imam, če dovolite, sem zelo vesel, da se nam je pridružila prostor drugih obveznosti, sedaj glavna urednica Slovenske matice, gospa dr. Ignacija Fredljac, ki je tudi na biotehnični fakulteti tako čudovito pokazala, kakšen namen je naravoslovne sekcije Slovenske matice, ki je predhodnica ne samo SAZU-ja, ampak tudi predhodnica univerze. No, naj mimogrede povem, vsi mi avtorji smo hvaležni, da smo pač dobili vsak izvod te knjige, ampak imamo pa tudi kakšne, ki so že tukaj, prijatelje, domače in druge, se vemo, Miklavž je mimo, ampak Božiček pa Dedek Mraz sta še nosila okrog, to je izjemno darilo in tukaj imamo tudi možnost, da kupimo po znižani ceni. Se mi zdi pa prav, da ima zadnjo besedo naš urednik Peter Skoberne, ki nam je zelo pokazal danes, kaj je bil profesor Anko, vi ste to povedali, on je pa pokazal, da je znal poslušati. In zdaj, če je tako prijazen, pa nam sam na koncu pove, moški živel prihodnost postavitev smo mi in to so prihodnost vsi njegovi študentje, ki bojo popeljali celostni pogled na gost in pa trajnostni razvoj naprej, pa če nam samo v 2 stavkih pove, koliko študentov je šlo skozi njegove roke, koliko jih je magistriralo, kakšen je doktoriral. Hvala. Zdaj, ko ste slišali recimo te veliko kar pričevanja, si lahko mislite, kako v bistvu je bilo težko ta zbornik sestaviti. To se pravi, ko smo se pogovarjali na prvi predstavitvi na biotehnični fakulteti, je bilo rečeno, tisti nastradaš, če so urednik, je pa to težko z ljudmi delati. Tukaj moram reči, da ste bili izjemni sodelavci in sem se jaz recimo skozi knjigo ogromno naučil tudi o Boštjanu. Ampak tisto, kar je pa bil največji izziv, je to, kako eno tako celovito osebnost, pa tako kompleksno delo z neko logiko sestavlja. In recimo zato so tudi ta poglavja, ki so v bistvu bolj vodilo, so pa na nek način nasilje, ker je to iztrgano iz tiste celotne, ampak vseglih, če hočemo to celoto razumeti, je pa, če gremo po teh sklopih, tudi začutimo tiste preplete. In še recimo zelo tudi vrstni red poglavij se je spreminjal. To je bila tudi zelo zanimiva evolucija pri nastajanju zbornika in se mi zdi, da zdaj zadeva tako lepo pade od recimo tega matičnega gozdarskega dela in potem se skozi ta njegova širina, ki gre v čas, ki gre tudi v, to se pravi, izvozna ven, ampak ne samo izvozna ven, iz naravoslovja tudi v družboslovje in seveda v času v to trajnost. In zaradi tega se tudi s trajnostjo ne konča, zato ker recimo trajnost je zelo lepo, zdaj tudi je definirano znamenje trajnosti in tako zelo dragoceno,
ampak mi smo še zelo daleč od trajnosti. Jaz sem tam napisal, da uporabljene besede trajnost je krik po izgubljeni modrosti. Ker včasih je bilo življenje trajnostno, verjetno ima tudi zaradi tega drugače ni šlo, ampak se ni govorilo o tem. Zdaj pa o tem govorimo, ker imamo čutno neko željo, da bi ta napačen način življenja preusmerili. Kar pa pomeni, in to je tudi Nevenka lepo rekla, gre za osebno odločitev, za osebno prepričanje. Isto se tudi zdaj recimo pokazalo v Dubaju, ni problem, vse se da. Mi imamo takšen potencial znanja, komunikacije, da vse lahko naredimo, če hočemo. Se pravi, in če hočeš, rabiš pa to vzgojo, izobraževanje za trajnost in zato se tudi s tem se mi zdi zelo logično ta knjiga konča in seveda daje tudi nekaj drugega. Tukaj seveda je hvaležnost in pa recimo neko predstavitev lika Boštjana. Ampak to nekaj, kar niti Boštjan ni veliko nahodal, niti ni ključno. Ključno je to, da tisto misel, ki jo je on že toliko razvil, da ta misel ostaja, da raste, da se širi. In to je v bistvu tudi na nek način je to smo tudi na teh letnih srečanjih čutili kot neko dolžnost, da kot njegovi znanci, prijatelji, študenti, karkoli že je, da v bistvu pokažemo, kaj je to trajnost, da ta njegova misel zamre. In potem je tudi dragocenost te publikacije, da to ni zdaj ena knjiga pač od mnogih, ampak da recimo daje tudi navdih za naprej. Kar se tiče pa zdaj podatkov o študentih, moram reči, da je tudi izjemno temeljita bibliografija. In tam imate noter tudi, kje vse je bil mentor in somentor na doktoratih, magisterijih in diplomskih nalogah, zajeten del knjige. Jaz imam podatke v bistvu samo za študij varstva naravne dediščine, zato ker to so tudi mi zelo prijazno na biotehniški fakulteti dali te podatke in je bilo, to se pravi, mislim, tam ne vem, 111 se v knjige cel seznam, skratka, čez 100 študentov je bilo v 7 generacijah in je tam tudi seznam je recimo nalog, ki so, to se pravi, več kot polovica od teh opisanih jih je pa študij končal, nekateri, to se pravi bil magistrski študij, ampak nekaj je bilo tudi doktoratov, nekaj je bilo tudi potem doktoratov na drugih smerih, ni bilo na varstvu naravne dediščine, ampak tisto, kar se meni zdi bistveno, da je 110 ljudi je šlo čez ta študij. In ne glede zdaj na ta, bi rekel, akademski izplen, so ti ljudje zdaj, tega nisem mogel narediti, kje so zdaj vse teh 111 ljudi in dejansko lahko rečem, da so vidni na področju varstva narave. In to ne samo biologi, tudi precej zlasti pravniki recimo. In to je tisto, kar recimo da temu pristopu Boštjanovem recimo tudi, da ni to bila neka muha enodnevnica. No, tako da jaz s tem res si želim recimo, da se ti rezultati potem tudi zdaj še naprej. Ideje je še kaj, Hvala lepa, naš urednika, moram reči, da tako prijaznega, potrpežljivega urednika. Jaz sem še eno osebo poznal, to je gospa dr. Ignacija Fredljac, ki je tudi potrpežljiva z nami, ampak se mi zdi, ste opazili tam kozarce, bo še prilika na kozarcu prijateljstva, še kaj rečemo, ampak mi je gospod glavno urednico vseeno prosil za
zadnjo besedo. Torej, prav lepo pozdravljeni še enkrat na Slovenski matici in srečni smo, da smo lahko danes tukaj z vami in seveda tudi s profesorjem, doktorjem Boštjanom Ankom. Če stopimo za korak nazaj v zgodovino Slovenske matice, je bila ustanovljena prav z namenom, da povezuje vso znanje, ki ga premore slovenstvo, da povezuje tako družboslovje in humanistiko kot naravoslovje. In da skozi to krepi slovenski jezik, slovensko znanje. In eden največjih, ki je to zagotovo poosebljal, je bil tudi profesor dr. Boštjan Anko. Z svojo močjo, da z lepoto besede govori na strokovni, znanstven način o naravi. In svojo sposobnostjo, da je znal svojim značajem, o katerem ste danes zagotovo že zelo veliko slišali, tudi vedno na preudaren način prispevati marsikakšno zamisel in seveda tudi humanistično noto k Slovenski matici, zlasti v okviru njenega naravoslovno-tehniškega odseka. Dovolite seveda, da se zahvalim vsem, ki ste prispevali k temu, da lahko danes skupaj delimo to čudovito knjigo in najprej profesorju, doktorju Edvardu Kovaču, ki je prvi v okviru našega upravnega odbora dal pobudo za izdajo te knjige. Potem profesorju doktorju Petru Skobarnetu, ki se je prijazno odzval in tudi prijazno prikimal, da bo sprejel to zelo odgovorno nalogo urejanja knjige, zbiranja gradiva, koordinacije vsega dela s področnimi uredniki, sodelovanja z našo založbo in seveda tudi prenašanja tiste moje strogosti, o kateri je govoril profesor dr. Edvard Kovač, ko sem dejala, kdaj je pa popolnoma zadnji rok, da rokopis dobimo in da se selekcija konča. Hvala tudi naši urednici Zariki Snoj-Verbovšek, ki je temeljito pregledala celotno gradivo in ga seveda tudi tako uredila, da je danes izdano v lepi knjižni podobi. Hvala vsem področnim urednikom, brez vas seveda vsa ta drevesa, ki so bila razpršena po številnih zbornikih, po številnih revijah, v katerih je objavljal profesor dr. Boštjan Anko, ne bi našla svojega gozda v tej knjigi. In tako je po zaslugi vseh vas, tudi seveda Biotehniške fakultete, ki nam je z vsemi podatki in tudi s prijazno naklonjenostjo dekanje priskočila na pomoč, išla knjiga, tako da lahko rečemo, da je z njo profesor dr. Boštjan Anko tudi dobil svoj gost. In zdaj vas nekako nazadnje vabim, da seveda nazdravimo vsem čudovitim idejam, s katerimi nas je navdihoval in nas skozi svojo knjigo še vedno navdihuje profesor dr. Boštjan Anko, da nazdravimo lepoti bivanja, ki jo je znal tako čudovito ubesediti, da nazdravimo slovenski besedi in seveda slovenski učenosti in modrosti in da nazdravimo tudi za zdravje. Hvala Javni agenciji za knjigo, ki je subvencionirala to knjižno izdajo in tudi današnji dogodek in današnjo prireditev. In hvala tudi vsem tistim, ki sem jih morebiti v tem trenutku pozabila omeniti. Zdaj pa predajam besedo našemu današnjemu voditelju. Vedno je, ker konec je še postskriptum, no postskriptum je, da bomo z veseljem nadaljevali s predstavitvijo tega zbornika
lepo prosim vas, ki ste sodelovali, tiste, ki jih še ni, bomo šli nekako po šolah, srednjih šolah, pa bomo spodbujali, da si izposojajo iz knjižnice tale zbornik in da bomo nadaljevali to misel, to občutje za prihodnost. Res pa je, danes je tako, da če ne obstajaš v medijih, ne obstajaš in se gospodu Tomažu Katerinu lepo zahvalim, da res večer tukaj poslušal v imenu Arsa. V petek ob 10. bo naš rednik že z njim pogovor, ki bo naznanil tudi drugo medijsko odmevnost. Pa jaz mislim, da se moram vse vam zahvaliti in da služite aplauz.